sem igral na svadbi zdravi, stavbi svi šalili se ljudi zabavali, veselo srcu pa sem. Zdaj smo pa na vajah pri ansamblu Poljanšek in Sandi, povej, kje natančno se nahajamo, v eni zanimivi sobi. Ja, v bistvu tale soba je bila včasih delavnica, kjer je oče delal strešno opeko, pol je pa nekako se odločil, da bo bolj v glasbi se posvetil, pa je to predelal v glasbeno sobo, tako da na tej strani imamo vaje zdaj ta mladi Poljanški, na uni strani imajo pa ta stari Poljanški vaje. Vaje, aha, samo vaje, živite pa tudi na kupu. Ja, v bistvu tudi z očetom skupaj v zgornjem delu, oče živi v spodnjem, pa jaz z družino, ampak v sosednji objektu. Ne smem pa preveč povedati, lele, da ne bomo kakšnih nepovabljenih gostov dobili pol. Kako pa je živeti tako blizu očeta, legendarnega glasbenika Rudija Poljanška, ki, da ne bo pomote, še vedno odlično izgleda, pa odlično špila in prepeva. Kako je živeti tako blizu? A je to fajn, ali se zato večkrat skregate? Ja, ne, v bistvu meni je to normalno, ker že od nič let naprej živim z njemu, ne, tako da, če bi pa se preselil mogoče za ženo, pa da je tudi drugače, ki se je preselila k nam, no. Ampak zdaj verjetno se tudi že malo navadil. Ampak nikoli pa nisi razmišljal, da bi se ti priklopil ansamblu bratov Poljanšek? Ne, to pa jaz nikoli, zato ker jaz nekako zmer sem razmišljal v tej smeri, da nekako ansambl mora biti generacijsko približno enak strno, da so nekje misli v isto smer usmerjene in da se to pa da nekako delati. Kakšna pa je poprečna starost pri ansamblu Poljanšek? Jaz se navid, 24 let. Kdo pa najbolj kvari povprečje? Miha. Miha, kaj boš rekel na to? Kdo je najstarejši član ansambla Poljanšek? Mislim, da sem. Zato se pa zgovarja. Povej, Miha, kaj pa si ti po horoskopu? Oven. Kaj pa je značilno za ovne, da so trmasti? Je verjetno. Pa si trmast? Bo povedal. Šef povej, a je trmast? Ne, ni. Jaz mislim, da značilno za ovne je, da radi stvari pozabljajo. Kaj te pa naredi zmedenega? Nič, to ni mislil. Miha se ne da, ne? Sandi, kaj si pa ti po horoskopu? Jaz sem pa lev. A zato skozi samozavesten. Poglejte ga, kako po koncu se drži. Ja, seveda, ne? Je še kar meni naroden, ko se tako zravnano držiš. Marko, povej, kaj si pa ti po horoskopu? Jaz sem pa zadnji devica, od spred pa strelc. Zadnji devica, kaj pa po horoskopu? Devica. Devica. Kdaj si imel pa prvo punco? Ja. Kaj pa vem, to je pa že, ja ne vem. Da, ne, toliko malo ne. Ja, tam v osnovni šoli enkrat, no. Ja. Pa se še spomniš, kako je bilo ime? Ne. Ne več. Potem bomo rekli pozabljen, ampak zdaj si pa tudi že vdana, ne? Ja, to pa je. Kdo pa vse ima otroke v ansamblu Poljanšek? Jaz, pa Sandi. Skupaj ste 4 člani, otrok imate pa koliko skupaj? 5. Kdo pa vse? Ja, jaz imam 2, se pravi Ino pa Žana, Sandi ima pa Lejo, Žano pa Urha. Kaj pa ti čakaš? Ja, jaz pa še čakam. A že pričakujete? Ne. To pa še ne. Potem pa še ti povej, kako je biti član ansambla Poljanšek in kakšen je Sandi kot vodja. Pa ne samo hvaliti, po resnici povej. Zad mi že kaže, tako da ne upam zdaj kaj preveč. Ne, lepo, ja, fajn. Zelo smo prijatelji, fajn se imamo skupaj na špilih, tudi tako na vajah. Sandi tudi zelo v redu, no, kot tudi ostala 2 člana, tako da mislim, fajn se razumemo in v redu. Skupaj ste že dobro leto, mi še vedno čakamo, kdaj boste naredili fešto. Ja, to prvo fešto smo nekako zdaj že pogovori potekajo, da mogoče bo res to v mesecu oktobru, po vsej verjetnosti v Kamniku. Je pa še malo vse skupaj v celofan zavito, tako da tudi če sami točno ne vemo, kako pa kaj.
ko bo pa bolj vse skupaj jasno, pa sigurno tudi na vašem portalu bojo prve informacije. Takrat sem prvič videl, da srce lahko boli. Ljubezen, da včasih razočaranje pusti. Ko zdaj te vidim srečno, čutim, da bilo je prav. Zdaj mi pa povej, Sandi, kdaj te Marko razjezi, pa po resnici? A Marko, takrat, ko mu moram 7krat za eno stvar reči, če je že naredil. Marko, kaj boš rekel v zagovor? Da si zlagal. Kdaj se pa tebi zdi Sandi najbolj fajn? Rečeš, on je pa res face fant. Nikoli. No, to je bila vsa resnica o ansamblu Poljanšek. Ja. Hec mora biti, ampak zdaj smo vse skupaj posneli. Tako da, Sandi, daj še malo pokaž, kaj vse je v tem studiu oziroma v sobi za vaje. Vidim kar nekaj slik. Pa boš kar mikrofon vzel v roke, pa bo šla kamera bližje, boš povedal, kaj vse je tukaj. Ja, tlele, ta prvo na levi strani gor je naš plakat. Prvi plakat, no vse drugih še nimamo. Pol zraven imamo v okvirčku že članke iz časopisov, iz Lady, Svet 24 in te stvari. To še ni vse, imamo še za ene 4 slike pripravljenega materijala. Ura, to nam je pa oče poklonil, da vidimo, kdaj je 10 ura, da končamo z vajami. Pol pa tele pa tudi še ene par slik, ki jih je Ati narisal. Ja, zelo, zelo. Ključen akt. Akte ima pa zraven savne gor na vrh. Tako. Pol pa tele imamo tudi čivalni stroj za kakšne potrebe. Ja, kakšne prevleke za zvočnike naredimo, kaj tazga. Jaz ali pa Atija pokličemo tudi, da imamo mi te cajt vaje, pa on zašije. Tlele imamo pa bife pa to, ampak to pa ne bom kazal kar. Ja, ja. Belim pajčolanom pozabi na reki, poročni zvon nekomu raztrgal po srci. Po belim pajčolanom obraz naj tvoj žari. Kaj bi povedal vsem tistim, ki imajo radi slovensko glasbo, pa zdaj gledajo portal sloglasba.si? Da lepo, da jo imajo radi, pa upamo vsi poljanški, da jo boste imeli radi še naprej, ker če smo Slovenci, dajmo poslušati slovensko glasbo.